o uvedbi varuha odnosov v preskrbi s hrano? Glejte, ravno v ponedeljek sem bil na medparlamentarni konferenci v Rimu v odboru za kmetijstvo, malo gospodarstvo in industrijo. Je to neka tematika, o kateri smo dosti debatirali. Tudi novi komisar iz Irske, Hogan, je to zadevo odprl na evropski ravni, ne. Gre v bistvu na nek način za varuha prehranske verige, ne. Ker ponavadi kratko potegnejo pridelovalci in posledično mi konzumenti, ne. Seveda, vsekakor to zadevo podpiramo, ker navsezadnje si tudi to, kar ješ, ne. To je neko osnovno sporočilo. Kje vidite vi največ, tako rekla, kje vidite največ anomalij v tem sistemu oskrbe s prehrano? Glejte, Slovenija je v glavnem bazirana na družinskih kmetijah, ne. 99,7% so družinske kmetije, povprečju so velike 6,6 hektarjev, ne. Skratka, to je to vprašanje, kaj še ostane majhno, ne. Rečejo, cel niz zadev se ne splača, ne. Prej smo se neformalno pogovarjali o krompirju, ne, in potem ne dobiš več človeka vrednega krompirja, če se malo tako izrazim. In tudi, če se vrnem nazaj, tudi v Rimu je bilo dosti debate o tem, ne, kaj še ostane majhnim versus velikim kmetijskim predelovalcem versus vplivom, evo, imamo zdaj pogajanja, ne, Kanade, Amerike, gensko modificirane hrane. Dobro, da me ne bo kak z biotehnične, jaz vem, da so tudi to, kar mi jemo, se genetsko modificirali skozi stoletja, ampak mi hočemo take modifikacije. In seveda na koncu zaščito na začetku in na koncu verige, ne. Same neke male proizvajalce, konkretno povedano, ki sestavljajo večino, ne samo v Sloveniji, v številnih evropskih državah, z nekaj izjem, Španije, Francije, Nizozemske in tako naprej. In seveda nas, državljanke in državljane, ki bi radi jedli kvalitetno hrano. Bi lahko varuh to delo opravljal samostojno, glede na to, da ga bo opravljal nepoklicno? Torej, bo to delo lahko opravljal brez vplivov zunanjih tudi? Glejte, malo sem skeptičen do te neprofesionalnosti, ne. Agroekonomist Kuhar je tudi rekel, če ga pa parafraziram, da to ne bi opravljali neki gospodje, ki radi pijejo konjak, ne. Težko ga bo celo najti takšnega. Dobro, vem, da smo zazujfani, da smo v krizi, pa bo nekdo rekel, evo, še en organ, še eni penezi nekam letijo. Mislim, da bi morala biti to neka profesionalna, normalno plačana funkcija. Seveda je pa tle nek preplet interesov, s katerim se je morala ta oseba soočati, tako kot se moramo mi v državnem zboru. Mogoče samo še to. Kakšne pristojnosti bi moral imeti tovrstni varuh, da bi resnično lahko kvalitetno opravljal svoje delo, da bi zaščitil tako potrošnika kot seveda proizvajalca hrane? Ja, več pristojnosti, kot jih ima kakšno računsko sodišče, ne, ker se bojim, da bo to samo neka oseba, ki bo na nekaj opozarjala, ne. Veste, kako je s temi opozorili. Je pa tako, ne, veste, gre za zadevo, saj Slovenija ni tule otok, ne, gre za zadevo, ki jo je potrebno urediti na ravni Evropske unije, ne. Zdaj, vprašanje je, a bomo Evropejci jedli neko zdravo hrano ali pa bomo jedli nekaj, da ne bom neke angleške besede zdaj povedal, ne. Se bo s tem morda res povečala samooskrba s prehrano, torej s kmetijskimi proizvodi, da ne bo več toliko potrebno uvoziti iz tujine? Glejte, vi dobro veste, da je nam samooskrba blazno padla, ne. Ob času, ko smo šli v samostojnost, je bilo okrog 90%, zdaj pravijo, da je okrog 70%, pa že tle se mi zdi, da malo podatke nategujejo 30% na zelenjavi, ne. Če resno beremo neko razvojno slovensko politiko, kmetijsko in strategijo, ne, smo not zapisali, da hočemo organsko, biodinamično predelano hrano. Podatek iz leta 2010 kaže, da je bil le 1% v prodaji tovrstne in le od tega 1% 20% slovenske, ne. Trenutno pa zdi se mi, da je podatek za lansko leto, imamo 8,4%
vseh zemljišč, kjer predelujemo hrano, da se predeluje to vrstna hrana. Zdaj, vse to je zapisano, ne potrebujemo neke debele špehe, kakšna naj bo agrarna politika, ampak dajmo se tega končno začeti že držati. To je to. Super. Najlepša hvala. Hvala.